Lep pozdrav iz Bruslja, kjer smo včeraj na Dan Evrope pričeli z mini plenarnim zasedanjem. Evropa je v minulih desetletjih od konca druge svetovne vojne prešla dolgo pot. Pot, na kateri si je prizadevala za mir in razumevanje med ljudmi in narodi. Pot, na kateri je delovala za dobrobit in blaginjo. Razmere niso bile zmeraj rožnate, a so naši predhodniki znali in zmogli usmeriti pogled v prihodnost in najti skupni jezik in skupnimi močmi premagali težave. Ta zgodovinska izkušnja je izjemnega pomena v današnjih zahtevnih razmerah in želim si, da bomo tudi mi znali in zmogli stopiti skupaj in narediti korak naprej in ne nazaj v evropskem povezovanju. Strinjam se s predsednikom Evropskega parlamenta Martinom Schulzem, da je Evropa družba, v kateri si želimo živeti. Res pa je tudi, kot je omenil predsednik v svojem govoru o stanju v Evropski uniji, da evropski projekt ni nekaj samoumevnega in danega, ter da se moramo zanj vsak dan znova boriti. Tudi na tokratnem zasedanju smo poslanci podprli spremembe, ki prinašajo neposredne koristi za vas, drage državljanke in državljani. S 1. julijem letos se bodo še dodatno znižale cene za uporabo mobilnih storitev v tujini. Mobilni operaterji so jih na pobudo Evropske unije morali prvi znižati že leta 2007. Spomnimo, pri rojevanju te ideje je sodeloval tudi Lojze Peterle. Nižje cene bodo veljale tako za pogovore, kot tudi za pošiljanje SMS sporočil. Običajno zna biti naštevanje številk precej suhoparno. Tokrat pa se mi zdi prav in je pomembno, da podrobneje spoznamo, o kolikšnih prihrankih je govora. Najvišja cena za minuto pogovora bo nižja za dobrih 17%, zmanjšanje z 35 na 29 centov. Pri sporočili bo cena padla za 18%, z 11 na 9 centov. Predlagana uredba pa prinaša tudi pomembno novost, saj določa najvišjo dovoljeno ceno za prenos podatkov v tujini. Cena prenosa 1 megabajta podatkov bo lahko znašala največ 70 centov. Naslednje leto se bo cena znižala na 45 centov in v letu 2014 samo na 20 centov. Tudi pogovori in pošiljanje sporočil bo v prihodnje še cenejše. Od 1. julija 2014 bo lahko stala minuta pogovora največ 19 centov, za poslanje SMS pa boste plačali največ 6 centov. Z letom 2014 bomo imeli uporabniki tudi več izbire, se bomo lahko sami izbirali ponudnika za domače mobilne storitve in ločeno ponudnika za gostovanje v tujini. Med ostalimi temami, ki so še posebej zanimive za Slovenijo, izpostavljam pobudo o regionalnih letališčih. Regionalna letališča so izjemnega pomena za razvoj lokalnih gospodarstev in turizma. Poleg tega je mogoče z njihovo boljšo vključenost v letalske povezave zmanjšati pritisk na velika letališča. V naši razpravi smo vzeli pod drobnogled proračune evropskih agencij. Cilj nadzora je učinkovita in namenska raba javnih sredstev. To je še posebej pomembno v obdobju, ko se številne evropske države soočajo s proračunskimi težavami in so med drugim prisiljene zniževati nekatere izdatke oziroma višati prihodke. Po našem mnenju, 3 evropske agencije niso ravnale najbolje in jim zato nismo izglasovali razrešnice. Gre za agencijo za zdravila, ki ima sedež v Londonu, agencijo za okolje, ki ima sedež v Kopenhavnu in za agencijo za varnost hrane, ki je locirana v Parmi. Tudi Slovenija ima od leta 2011 eno od njih in sicer agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev. Z javnimi sredstvi je povezana tudi posebna resolucija, v kateri smo se zavzeli za boljši nadzor nad porabo sredstev iz evropskih skladov in za zmanjšanje števila zlorab. V zadnjih nekaj letih se je močno povečalo tudi število napadov na ladje. Pirati so še posebej aktivni ob somalijski obali in v Zahodnem Indijskem oceanu. Trenutno imajo v ujetništvu okrog 200 mornarjev. Poleg tega nastaja tudi ekonomska škoda. Ta tema je relevantna tudi za Slovenijo, saj po svetovnem morju plujejo številni slovenski mornarji. Visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko smo tako pozvali, da se aktivno vključi v prizadevanja, da se temu kriminalu naredi konec. Ujetnike je potrebno nemudoma izpustiti, ladje in tovor pa vrniti. Poleg tega smo zahtevali ustanovitev posebnega mednarodnega sodišča za sojenje napadalcem. Toliko za tokrat, hvala lepa za vašo pozornost.